Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v avgustu ali velikem srpanu, ki nas ponovno preseneča z visokimi temperaturami. Poletni čas pa je vezan tudi na bolj sproščene dogodke, namenjene zabavi in dobremu vzdušju. Tako si lahko v bistriški knjižnici še vedno ogledate razstave odraslih in otroških likovnih del. V grajskem likovnem salonu likovna dela Ive Šubica, v Graslovem stolpu pa razstavo sodobne in tradicionalne keramike. 10. avgusta goduje sveti Lovrenc, zavetnik gasilcev. Z njegovim praznikom pa je povezanih tudi nekaj pregovorov, kot na primer, da se na ta dan prične jesen. In če je na svetega Lovrenca lepo vreme, bo tudi vsa jesen lepa. Nekaj lepih utrinkov pa si boste lahko ogledali tudi v informativni oddaji, zato vabljeni k ogledu. Pretekli teden so krajani Spodnje Polskave že 17. obeležili svoj praznik. Na otoku Murter ponovno medobčinska Slovenjebistriška turistična zveza, organizacije, društva in posamezniki, ki so zastopali in predstavili Slovenjebistriško občino. Nepridipravi niso izbirčni. Njihove tarče in lokacije so raznolike, še bolj pa višina škode, ki jo povzročajo. V rubriko Lokalne novice smo uvrstili dva prispevka. Enega smo posneli na Spodnji Polskavi, drugega pa na hrvaškem otoku Murter. Oba pa povezuje druženje in tkanje prijateljskih vezi. Tekom minulega tedna, od četrtka do nedelje, so člani prostovoljnih društev Spodnje Polskave pod taktirko krajevne skupnosti letos že 17. zapovrstjo priredili festival Spodnje Polskavsko poletje. Zdaj formula uspeha je seveda povezana z ljudmi, ki to organizirajo. Treba je sicer reči, da je to tradicionalno, ker je to na dan žegnanja, teda že sicer ne v takem okviru to dogajanje prisotno, verjetno že več kot 50 in več let. Res pa je, da je zdaj v zadnjih 20 letih so pa res vsa društva zelo aktivno nastopila, so se povezala. Vsako leto so tudi še nadgradila nekaj program. Očitno je, da je ta program tudi dovolj privlačen. Ne nazadnje se iz tistega enodnevnega dogajanja včasih zdaj stvar raztegnila na že 4 dni. Za vsakega se kaj najde in če še vreme služi, potem je to. Tako da v bistvu so vsa formula ljudje, ki to seveda tukaj počenjajo to res uspešno in lahko samo čestitamo. Seveda je pa največja nagrada za to delo, da je potem pravi obisk in tudi ta je v zadnjih časih pravzaprav na vseh prireditvah bil kar lep. V 4 festivalnih dneh so se Polskavčani poklonili športni, kulturni in turistični tradiciji svojega kraja. Med drugim so organizirali šahovski in nogometni turnir, izpeljali kolesarski trim, pripravili gledališko igro Do Re Mi in priredili dalmatinski večer s skladbo Šufit. Pa nastavak ide ovako. Popili smo bačnu vije, koja kad se usko proli, malo ko se tako smije kao žena koja voli. Ja joj kaže tiho tiše, a on zvoni strelovi glas, a ne mogu bez sebe više i vino veritas. tradicionalnim žegnanjem na krajevni praznik 1. avgusta pa so v cerkvi svetega Štefana na Spodnji Polskavi blagoslovili svoj kraj in ljudi, ki tukaj domujejo.
V okviru festivala je bil organiziran tudi pohod do botaničnega vrta Tal 2000 v Zgornji Gorici. Botanični vrt deluje že 17. leto v takšni obliki, sicer pa se je začelo pred 22 leti, torej to je leta 1993. Takrat je bil to nižinski gost in takrat smo pač odstranili precej dreves, pa tudi v glavnem spremenili podobo tega vrta. Predvsem recimo prvo treba povedati, da so tu tri pomembne zbirke rastlin, to so vodne rastline, potem strupene rastline in zbirka zdravilnih rastlin. Vse so nekako posebnost, recimo vodne rastline je to največja zbirka tovrstnih rastlin v Sloveniji, potem imamo strupene rastline, to je edina javno predstavljena zbirka pri nas, medtem ko pa tudi pri zdravilnih rastlinah sem delal v tej smeri, da so predstavljene tiste rastline, torej poleg teh komercialnih vrst tudi tiste, ki jih pač ljudje nekoliko manj poznajo, v bistvu to so rastline iz narave. Potem je tukaj še zbirka mineralov in kamnin, predstavljene so tudi ptičje gnezdilnice, tako da je v bistvu kar pestro. No, zadnja novost v vrtu sta tudi dve pravljični deželi. No in v tej deželi otroci iščejo, to je torej pravljična dežela zakladov, tukaj iščejo zaklade. Ti zakladi so pa minerali, ki jih najdejo potem na različnih nahajališčih, zakopani so v pesek. Seveda tukaj tudi spoznajo življenje vitezov, spoznajo recimo tudi nekoliko več zvedo o Parzivalu, tako da je to za otroke izjemno zanimivo. Zaklad! Jaz ga imam, ker sem ga našla. Spodnjepolskavsko poletje so v nedeljo sklenili s tekmovanjem v eni od najbolj težkih gasilskih disciplin – Fire Combat. Tekmovalci v kategorijah članov A, članov B, članic ter mešanih ekip so se morali letos na poligonu spoprijeti z novostjo. Stolpa se je bilo treba spustiti po stop vrvni zavori in ne osmici, ki je prejšnja leta omogočala hitrejši spust. V tekmovanju gasilskih dvojic za pokal Gasilske zveze Slovenije sta se pomerila tudi člana prostovoljnega gasilskega društva Spodnja Polskava. Gasilski Fire Combat je ena najbolj zahtevnih gasilskih disciplin. Kaj zajema in kaj mora tekmovalec, katere veščine mora obvladati? Ja, v bistvu zajema dosti gasilskih veščin, sklapljanje cevi, prenos ponesrečenca, vrvna tehnika, spuščanje stolpa. Tako da tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov, prva bolj tehnični del, pol pa je še fizični del na koncu. Na začetku moraš cevi sklopiti, pobereš opremo, oba tekmovalca greta preko ovire, po rovu, nato se smeta gor na stolp, tam z uporabo vrvne tehnike in stop zavore se spustita dol iz stolpa, potem pa sledi prenos ponesrečenca, 75 kg lutke, na koncu pa še vleka BC voda in podiranje tarče. Kako dolgo trenirate za nastop? 2 do 3 krat na teden, odvisno, če je dosti časa do tekmovanja, te malo manj, tak pred tekmovanjem pa 2-3 krat na teden, po 2 uri cirka. Kaj pa je najbolj zahteven del tekmovanja? V bistvu vse, ampak na koncu, ko že nimaš dosti moči in je prenos ponesrečenca pa vleka cevi kar zahtevno, no. V sklepnem dejanju spodnjepolskavskega poletja je na ogled svoje delovanje postavilo tudi prostovoljno društvo gasilcev Spodnje Polskave. Borci z ognjem so svoje veščine predstavili z gasilskim manevrom, ki je slikal gasilsko intervencijo v primeru nesreče z nevarnimi snovmi. Dogajanje so velikopotezno zaključili z vrtno veselico. Po lanskoletni uspešni predstavitvi in navezavi pristnih prijateljskih povezav z občinama Murter in Tisno ter njunimi društvi in organizacijami smo podobno predstavitev pripravili tudi letos. Ob sodelovanju in izmenjavi izkušenj na različnih področjih je takšna predstavitev namreč izjemna priložnost za promocijo občine Slovenska Bistrica med tamkajšnjimi prebivalci, še posebej pa med številnimi turisti, ki v teh dneh preživljajo počitnice v Dalmaciji. Tako se je minuli teden
na pobudo bistriškega gostinca Mirka Kukoviča Kukija, organizaciji Medobčinske turistične zveze in Razvojno-informacijskega centra ter pod pokroviteljstvom občine Slovenska Bistrica na delovni obisk odpravila delegacija, ki so jo sestavljali predstavniki z področja turizma, športa, kulture in gospodarstva. Po delovnih pogovorih s predstavniki obeh občin smo nato v 2 zaporednih večerih na Osrednjem trgu v Tisnem in nato še v Murterju pripravili predstavitev na stojnicah, ki je potekala v okviru slovenskih večerov na Murterju. Ponovno je zadišalo po dobrotah izpod Pohorja. Obiskovalci, ki so dodobra napolnili oba mestna trga, so lahko med drugim poskusili okusen pohorski pisker, ki ga je tudi tokrat kar pred številnimi radovedneži skuhal Božo Juhart Jakec. Za degustacijo bistriškega posebneža vina Ritoznojčan in tudi drugih vrhunskih vin je poskrbelo vinogradništvo Vehovar. Ostale turistične zanimivosti ter naravno in kulturno dediščino naših krajev pa bodo obiskovalci lahko spoznali tudi s pomočjo bogatega promocijskega gradiva, ki smo jim ga ponudili. V zabavno-glasbenem delu se je Bistričanom tokrat pridružil ansambel Ekart. Predstavitve občine Slovenska Bistrica na Murterju, ki je potekala med 30. julijem in 1. avgustom, so bili sklenjeni številni dogovori o sodelovanju in možnih bodočih skupnih projektih. Vsi skupaj pa se že veselijo naslednjega srečanja, ki bo potekalo v zimskih mesecih v Slovenski Bistrici. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili ter obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 11 tatvin, 1 poškodovanje tuje stvari in 2 drugi kaznivi dejanji. Slovenska Bistrica. S police v trgovini je neznani storilec ukradel igralno konzolo, vredno nekaj manj kot 400 evrov. Z parkiranega tovornjaka je nekdo snel vzvratno ogledalo vredno 300 evrov. Na bencinskem servisu je neznani voznik natočil gorivo v vrednosti 45 evrov in odpeljal, ne da bi plačal. Izpred lokala pa je neznani nepridiprav odpeljal kolo vredno 50 evrov. Iz odklenjenega avtomobila je nekdo izmaknil mobilni telefon vreden 180 evrov. Iz avtomobila, v katerega je vlomil, pa je neznani zmikavt na pokopališču odnesel žensko torbico ter lastnico oškodoval za 200 evrov. Zgornje Poljčane. Nekdo je vlomil v kletne prostore hiše in odnesel več predmetov vrednih 400 evrov. Laporje. Prav tako neznani nepridiprav je odpeljal kolo z motorjem vredno 400 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 15 prometnih nesreč, odvzeli 6 vozniških dovoljenj, podali 1 obdolžilni predlog in izdali 42 plačilnih nalogov. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 10-krat. 2 kršitelja sta prejela plačilni nalog, 2 pa so odpeljali na zdravljenje. Obravnavali pa so še 1 požar. Spoštovani, informativni del oddaje se je končal, v nadaljevanju pa vas vabimo k ogledu arhivskega posnetka ene od oddaj Veznega člena, v kateri se je gostitelj Slovenije Bistričan Marjan Krajnc, glasbenik in kulturni delavec, pogovarjal z Matejo Ratej, doktorico zgodovine, prav tako doma iz Slovenske Bistrice. Pa še to, ker vročinski val še vedno vztraja, se izogibajte, če je to mogoče opoldanskemu soncu, poskrbite pa tudi za živali, da ne bodo trpele hude vročine in žeje. Pa previdno in srečno, kjerkoli že boste.